V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik so tudi letos gojenci pripravili čudovit božično-novoletni koncert, ki so se ga udeležili tudi predstavniki občine Kamnik. Ob tej priložnosti je spregovorila tudi direktorica centra Žarka Brišar Slana in kamniški župan Anton Smolnika, ki je prinesel otrokom simbolično darilo. Pa si oglejmo nekaj utrinkov s prireditve. Čast mi je, da vas lahko pozdravim na naši božično-novoletni prireditvi, zaključni v tem letu, ki se poslavlja. Smo v čarobnem času pričakovanj, ki vseh nas zbudi neko pravlično vznemirjanje in otroško veselje ob obdarovanjih. Dobri možje, Miklavž, Božiček in Dedek Mraz nikoli ne pozabijo na nas, saj se trudimo biti pridni. No ja, pridni vsak po svojih najboljših močeh, upoštevajoč posebnosti, potrebe in tudi omejitve vsakega od nas. Lahko rečem, prijatelji, zakaj? 15 leto zapored sem tu med vami v Zujimu, ponovem v Ciriusu. Nekateri so že odšli, nekateri so prišli na novo. Ampak ta dom, ta hiša ima svojo dušo. In tudi tej duši pridem čestitati za novo leto, za praznike. Spomnim se, seveda, še tistih generacij, ki so se selile v ta dom, ki je v zadnjih nekaj letih dobil še večje prostore, boljše pogoje za delo, za učenje, za rekreacijo. Bo pozdravil v tvojem imenu. Hvala lepa. Božiček me poklical, ni verjel, da sem med vami. Torej, ker mi je to misel malo trgal, ampak vendar ne. Napovedovalec je rekel, da sem moder mož. Tudi, seveda, to so kriteriji. Nekateri, včeraj smo imeli sejo občinskega sveta, ko smo sprejemali tudi proračun za prihodnje leto, torej za 2010, so me nekateri kregali, nekateri so me žalili in tako naprej. Torej, malo modrosti že moraš imeti, če pa za nekaterega nimaš nič modrosti, seveda si pa tisti modri mož, ki me tako šimfa pripiše sebi, da očitno ima manj ali pa več od mene. Ampak to so druge zgodbe. Torej, jaz bom ta razmišljanja končal predvsem z nekaj vodstva. Tisto, kar je že gospa direktorica rekla, čim več stikov s svojimi, kar je pomembno, in seveda čim več učenosti, ki jo mlade glave sprejemajo najhitreje. Čeprav se tudi sam učim, se tudi mislim, da delam denar, daril nimam. Sem se vas vedel z Božička imel in zdaj preverjal, če sem tu, ker je pustil tam eno darilo. Poglej, a ja, mi pa povedal je, ker je šel mehalnice, je rekel, za konje in za tiste, ki jahajo, nekaj koristnega. Pa pozdravi, v mojem imenu je rekel, vse, ki so danes tu in vse tiste, ki jih ni tu. Prav, hvala lepa, srečno! Tudi vam najlepša hvala za lepe besede in želje.
vrtiček skrbim in čakam, kdaj bo zraslo, kar sem posadila. Kaj pa sadiš? Deteljo, korenje, zelje. Kaj bi s korenjem? Kaj bi z zeljem? Vse to kupiš, če imaš denar. Pa ti ga imaš denar. Do zdaj ga še nimam. Ali kar milijon. Pa če ti nisi zmešana. Tako lepo sem jo kopala in ognojila, da bi še jaz rasla na njej. Kaj še je denar? No, kakor veš, jaz se s tabo ne bom prepirala. To je zame preveč stresno. A nekaj bi te vseeno prosila. Posej še tole moje semence. Najboljše korenje bo zraslo z njega. Ne vem, če bi ti teknil. Zakaj pa ne? Saj nisem zbirčen. Naj ti povem, kaj sem posadila. Evro. Sveto nov kovanec evra. In zdaj čakam, kaj bo zraslo iz njega. Tisočak ali kar milijon? No, kaj takega. Ne iščete, to me sprašujete. Kaj bi pa radi? Rada bi se ti zahvalila za krasno korenje. In jaz za krasno sončnico. Jaz pa za tepko. Zdaj me pa še zanima, kako je z denarjem. Z denarjem? Nikar me ne sprašuj. Ne vidiš, kako sem jezna. Sploh ni odgnal. Pa tako pridno sem ga zalivala in gnojila.